Dobar dan vsem. Vidimo zdaj, kako napravimo razreševanje poljubnega trikotnika, torej vidimo obnovo tega, kako napravimo razreševanje poljubnega trikotnika z uporabo sinusnega in kosinusnega izreka. Torej imamo en katerikoli trikotnik, imamo stranice A, B, C, po konvenciji alfa je kot, ki je nasproten stranici A, beta je kot, ki je nasproten B in gamma je kot, ki je nasproten C. Sinusni izrek pravi to A ulomljeno sinus alfa je enako B ulomljeno sinus beta enako C ulomljeno sinus gamma. To je precej lahko si zapomniti. Potem ta je kosinusni izrek v treh variantah. Se zdi težko se ga spomniti, ampak ni prav tako težko. Tukaj imamo eno stranico na drugo. Tukaj imamo kvadrat, torej ena od treh stranic na drugo. Tukaj imamo drugo stranico na drugo, tretjo stranico na drugo, minus 2 krat ta stranica, krat še kosinus od kota, ki je nasproten tej. In to velja za vse verzije, ne? Ta kosinusni izrek je razširitev Pitagorovega izreka. To je posebej jasno iz te tretje oblike. Tukaj vzamemo en pravokotni trikotnik, imenujemo C hipotenuzo, kot, ki je nasproten C, je gamma, gamma je 90 stopinj. In torej kosinus od 90 stopinj je nič. In torej, ker to je nič, ta člen izgine. Dobimo C na drugo, A na drugo plus B na drugo. Prav Pitagorov izrek. Torej, to je razširitev Pitagorova izreka. Zdaj, to rabimo zato, da dobimo vse količine enega trikotnika. Naprimer, če mi poznamo vse tri stranice enega trikotnika, tukaj 2 × 3 cm, 3 × 2 cm, 3 plus × 3 cm, lahko izračunamo, naprimer, vse tri kote. Torej, rabimo naprimer to verzijo tukaj, od kosinusnega izreka. Ker nas zanima tukaj dobiti ta kosinus alfa, ta člen, ki ima ta minus, ga damo na levo in ta A na drugo damo na desno. Prav, torej 2bc kosinus alfa je enak temu izrazu, tukaj delimo z 2bc, tako da nam ostane samo kosinus alfa. Sedaj lahko damo vrednosti, torej b na drugo, kaj naredimo? 3 na drugo, × 2 na drugo, 9 krat 2. Plus C na drugo. Tukaj imamo en kvadrat binoma. To uklepaju na drugo, torej 3 na drugo, 9. Plus 2 krat 3 krat × 3, plus 6 × 3, plus × 3 na drugo, ki je 3. Potem minus A na drugo, minus 4 krat 3. Vse ulomljeno, 2b je 2 krat 3 × 2 je 6 × 2, krat še C, ki je 3 plus × 3. Tukaj 4 krat 3 je 12, 9 plus 3 je 12, to gre proč. Tukaj imamo 18 plus 6 × 3, lahko izpostavimo 6. In nam ostane v oklepaju 3 plus × 3, ki potem se krajša s tem, 3 plus × 3. Tudi 6 se krajša, nam ostane 1 ulomljeno × 2. Racionaliziramo, množimo zgoraj spodaj s × 2, torej × 2 polovic. Torej, kosinus alfa je × 2 polovic. In koliko je alfa? To dobimo z inverzno funkcijo od kosinusa, ki se imenuje arc cosinus. Torej, alfa je arc cosinus od × 2 polovic. Inverzna funkcija. Na znanstvene žepne na računalniku jo dobite z drugo tipko za kosinus. Druga funkcija od tipke kosinus. In torej, arc cosinus × 2 polovic je točno 45 stopinj. Za to vrednost bi lahko tudi videl v tabeli, ki imamo eno tabelo znanih vrednosti za sinus, kosinus, tangens. Vidimo, da je prav ta kot 45 stopinj. Sedaj, smo dobili en kot, bi lahko rabili eno drugo verzijo, naprimer tukaj bi dobili beta ali gamma, samo to je precej dolgo, če ste videli, ni treba narediti tako na dolgo. Sedaj, ko poznamo en kot, lahko rabimo sinusni izrek. Naprimer, b ulomljeno sinus beta je enako A ulomljeno sinus alfa, ker zdaj smo kom izračunali alfa. A poznamo, B poznamo, zdaj nas zanima ta sinus beta. Ker ta sinus beta nas zanima je v imenovalcu, lahko obrnemo oba ulomka, torej imamo en ulomek enak drugemu ulomku, obratna vrednost enega je enako obratni vrednosti drugega ulomka. Je tako, ali pa lahko mislimo, da to enačbo na obe strani damo na minus prvo. Skakor lahko obrnemo oba ulomka, tukaj imamo še ta B od spodaj, množimo z B, sinus beta je B ulomljeno A krat sinus alfa. Torej, damo tukaj vrednosti od B in od A, sinus od alfa, alfa je 45 stopinj, zmeri se lahko vidi v tabeli
žepni računalniku, sinus od 45 je tudi koren 2 polovic. Za 45 stopinj sinus kosinus sta enaka. Koren 2 polovic. Sedaj, tukaj koren 2 krat koren 2 je 2. In tukaj imamo še spodaj ta koren od 3. In torej množimo zgoraj spodaj s korenom od 3. Torej tukaj spodaj prije 3. Krajšamo tudi kakšno drugo stvar. Ja, in torej dobimo, tukaj še krajšamo, dobimo, da je koren od 3 polovic. Torej, sinus od beta je koren od 3 polovic. Torej, beta je arc sinus od koren od 3 polovic. Zmerili se z žepnim računalnikom, pa pogledaj v tabeli za te vrednosti, tukaj so znane, dobimo, beta je točno 60 stopinj. Zdaj, za tretji kot ni treba narabiti ne enega, ne druga izreka, je dosti lažje. Znamo, da vsota vseh treh kotov v enem trikotniku je 180 stopinj. Torej, gamma je 180 stopinj minus vsota ostalih dveh. Alfa plus beta. 40 plus 60 je 105. 180 minus 105 je 75 stopinj. Tako smo dobili vse te količine. Zdaj vidimo drugačno vajo, ker tukaj poznamo dve stranici in en kot. Tukaj, če pogledamo podatke in formule, se nam splača rabiti sinus b ulamljen sinus beta, c ulamljen sinus gamma. Spet lahko obrnemo zgoraj spodaj oba ulamka. Sinus beta ulamljen b, sinus gamma ulamljen c, ker nas zanima tukaj beta, ne? Ker poznamo gamma, poznamo b in c. Prav, množimo tukaj z b, sinus beta je b ulamljen c krat sinus gamma. Sedaj imamo vrednosti tukaj za b in za c in sinus od gamma, sinus od 30 stopinj je ena polovica, tukaj gremo nekaj krajše, da imamo in koren od 2 v imenovalcu, torej množimo zgoraj in spodaj s koren od 2 in dobimo koren od 2 polovic. Torej sinus beta je koren od 2 polovic, torej beta je arc sinus od koren od 2 polovic. In tukaj lahko vidimo, da ta vrednost je prav 45 stopinj. Sedaj, ko smo dobili, sedaj imamo dva kota. In torej tretji kot enostavno dobimo kot 180 minus vsota ostalih dve, 180 minus 30 plus 45 je 75, 180 minus 75 je 105 stopinj. Imamo vse tri kote, nam manjka še stranica A, torej lahko rabimo še zmeri sinusni izrek, A ulamljen sinus alfa, B ulamljen sinus beta, množimo sinus alfa, torej dobimo ta A kot sinus alfa ulamljen sinus beta krat B. Sedaj, torej B je znana stranica tukaj, beta, imamo 45 stopinj, sinus beta je znan. Tukaj sinus alfa, alfa je 105 stopinj, ne lahko reče, ja ne znamo točne vrednosti za sinus 105 stopinj. Ja, se lahko da približe, gotovo, ampak znamo točno vrednost. Jo lahko dobimo z adicijskim izrekom, sinus od 105 stopinj, 105 je 60 plus 45. Ja, in torej rabimo adicijski izrek, tukaj sinus 60 krat kosinus 45 plus kosinus 60 krat sinus 45. Vse te vrednosti so znane, jih damo noter, tukaj se lahko izpostavi koren od 2 četrtin, ki množi koren od 3 plus 1. In to damo vse sem, koren od 2 gre proč, s tem koren od 2, ta 2 gre proč in ta 4 postane 2. Torej koren od 3 plus 1 ulamljeno 2, še to krat 6, potem še tukaj še krajša in dobimo 3, ki množi koren od 3 plus 1 centimetrov. In smo vse razrešili. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.